a probamo se malo zagreti vseeno, čeprav vas ne zebe. Katera je tista, ki nas bo najbolj ogrela? Recimo, kdor ne skače, ni Slovenc. Hej, hej, hej! Kdor ne skače, ni Slovenc. Samo slabo skačete, vidim, da vam je res toplo. Nič hudega. Najprej, tako kot se spodobi za eno največjih tekmovanj, ki jih Maribor gosti vsako leto. Letos je na sporedu 53. Zlata lisica in prav je, da nas najprej nagovori in pozdravi župan mesta gostitelja tega tekmovanja, seveda našega ljubega Maribora, dr. Andrej Fištrovec. Prosim, izvolite. Dober večer. Najboljše smučarke v najlepšem slovenskem mestu, klasična tekma svetovnega pokala, čudovito vreme, ogromno ljudi, super rezultati, Tina Maze se poslavlja, kaj si želimo več? Smučarke, dobrodošle, najboljša publika na svetu, dobrodošla, tekma bo super. In s tem se začenja lep, najlepši vikend v Mariboru. Najlepša hvala županu, en aplaus in zdaj smo pravzaprav skoraj da čisto zares pripravljeni, da začnemo žrebanjem, samo nekaj tehničnih popravkov še na odru, potem pa gremo čisto zares, ko bomo izvedeli, kakšne štartne številke imajo najboljše smučarke sveta na jutrišnjem veleslalomu, štart ob 9:15 minut. Fanfare so naznanile, da smo pripravljeni na žreb. Še prej predstavimo vse tiste, ki bodo skrbeli za to, da vse teče tako, kot mora. Morda samo še za začetek nekaj pravil, da boste vedeli, zakaj in kako žrebamo. Torej, za štartno listo svetovnega pokala obstaja posebna razvrstitev. Najboljših 15 tekmovalk žreba štartne številke tukaj na odru, neposredno pred vami. Najprej tiste, ki so na jakostni lestvici za štartno listo med 8. in 15. mestom, kasneje še tiste, ki so med 1. in 7. mestom, skratka najboljše veleslalomistke sveta. Zdaj smo skoraj da pripravljeni, samo še torej vsi tisti, ki morajo nadzorovati potek žrebanja. Najprej tukaj je tudi tehnična delegatka v Mariboru, nekdanja zmagovalka tekme. Leta 2000 je zmagala veleslalom v Mariboru, Mihaela Dorfmeister. Eine ganz kurze Frage an Michaela. Wie fühlt man sich schon wieder in Maribor, fast nach 17 Jahren, als Sie gewonnen haben? In Maribor ist schon eine lange Zeit her, oder? Ist eine lange Zeit. Meine Karriere habe ich 2006 beendet und ich komme immer wieder gern nach Maribor. Jetzt zwar in einer anderen Position, aber das Rennen ist immer ein sehr schönes Rennen, weil immer sehr viele Zuschauer kommen und ich hoffe, morgen kommen auch sehr viele. Es kommen sicher. Danke Michaela und hoffentlich läuft alles wie muss laufen, okay? Ok, torej Mihaela pravi, da ima izjemno lepe spomine na Maribor, da čisto na kratko prevedemo. Predvsem zaradi vas, dragi gledalci, ki vedno ustvarite izjemno vzdušje in upa, da boste tudi jutri prišli v čim večjem številu. Z nami je še Matjaž Krajnc, delegat oziroma predstavnik in kontrolor tehničnih delegatov FIS. Matjaž, prosim, da se nam tudi ti pridružiš, da lahko začnemo žrebanjem. In pa še človek po duši in po koreninah Mariborčan, čeprav morda tega ne veste, in nam bo pomagal pri žrebanju Igor Ebergant, moj sovoditelj danes. Igor, dober večer tudi tebi. Hvala lepa. Kot pravijo Avstrijci, je si zau kalt, torej svinjsko je mraz, ampak v Mariboru bodo ta vikend zagotovo še vedno prevladovale lisice. Skratka, mraz Mariborčanom in Štajercem nasploh in njihovim gostom ne more doživega. Vem od mojega starega očeta, ki je bil nogometaš Maribora. Takrat se je temu že reklo prvi SSK Maribor pred drugo vojno, ampak v redu.
Nič hudega, kakorkoli se je reklo, važno je, da smo mi pripravljeni, je tako, in otroci so tudi že pripravljeni, številke 8, 9, 10, 11, 12 in tako naprej do številke 15. En aplauz za mlade smučarke in smučarje, ki so tukaj s težko nalogo, ker gre za pomembne številke. Člani novega alpskega smučarskega kluba Branik moramo še posebej podariti. Zdaj pa, ker je resnično mrzlo, Igor, mislim, da lahko začnemo, da povabimo prvo tekmovalko, da izžreba svojo štartno številko. Točno tako, jetzt werden wir die Auslosung vornehmen und die erste, die hierher kommt, ist die junge Österreicherin Stefanie Brunner. Torej, Stefanie Brunner iz Avstrije, prva tekmovalka, ki bo žrebala štartno številko. Žrebamo številke od 8 do 15, kot smo rekli. Wo ist Stefanie? Stefanie Brunner, okay. Stefanie. 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 Ah, Stefa je. Also, die Stefanie ist da. Samo odpremo kroglo in izvedeli bomo, katera je štartna številka. Vsaka tekmovalka bo pokazala zadevo v publiko. Stefanie, also, Hier Nummer ist die 13. Bitte. Ausgezeichnet. Torej, Stefanie Brunner bo imela številko 13. Stefanie, komm her. Tukaj še nasmeh za snemalce in pa fotoreporterje in aplauz, ker potem so vsaka slika boljša, če je aplauz. Tako, najlepša hvala, vielen Dank und viel Glück, Stefanie. Naslednja, ki prihaja iz Norveške, Nina Løseth. The next girl to come is Nina Løseth from Norway. The only Scandinavian girl in the top 15. Zdaj, Skandinavci so specialisti za mraz, morda ima ona kakšen nasvet, kako jutri čim bolje ubežati mrazu. In Nina je dobila štartno številko 14. Here is the number 14. Številka 14 za Nino Løseth. What you living? What you giving? Trying to get back. Spomin Nine Løseth. Torej, srečni fant, ki je ujel šal številko 14, to je številka Nine Løseth z Norveške na jutrišnjem veleslalomu, ki sem začel ob 9 uri in 15 minut. Number 14, Nina Løseth, tomorrow in the giant slalom of Maribor. Good luck, Nina. Gremo naprej, zdaj pa prihaja tekmovalka, ki jo zelo dobro poznate in ki je lani tukaj na tem mestu nastopila izvrstno, in to je... Drugo mesto je osvojila lani, smo pripravljeni, da jo pozdravimo skupaj. Ana! 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 Odlično! In tukaj je Ana Drev, kot rečeno lani izvrstna druga članica prve jakostne skupine. Ana, Boš Ana najprej žrebala, kar? Snela je rokavico, da bo srečnejša in boljša številka. Da vidimo, Ana, pokaži v publiko. Pa ni Številka bilo 15. sreče. 15. Vse en velik aplauz za Ano. Ampak za nekatere je številka 15 tudi srečna številka. So big number 15 for Ana Drev from Slovenia, the only Slovenian in the first group. Želim si še več, biti s teboj, to mi je Hvala, morda še eno vprašanje za vse gledalce. Ana, v areni pod Pohorjem se je danes govorilo, da ste zelo, kot se temu po slovensko reče, našpičeni za jutrišnjo tekmo. To drži? Ja, pač težko bi ne bi bila, no. Vedno rada prijem sem, vedno bo ogromno gledalcev, tako da ja, se že veselim. Jutri bo poseben dan tudi za vas, branili boste drugo mesto iz lanskega leta. Lani je bila skoraj da tropska tekma, jutri bo recimo temu polarna, ampak vemo, da se znajdete v vsakem vremenu in predvsem pred tako dobrimi gledalci. Veliko sreče, Ana, jutri na veleslalomu. En velik aplauz
prihaja iz Južne Tirolske, predstavnica Italije Manuela Mölk. Das nächste Mädchen, das hier ist, Manuela Mölk aus Südtirol, die für die italienische Nationalmannschaft startet. Ihr Bruder hat in Zagreb gewonnen, also das Jahr hat wunderbar begonnen für die Familie Mölk. Njen brat je zmagal včeraj na slalomu v Zagrebu, torej leto se je dobro začelo in Manuela je izbrala številko 12. Nummer 12. Nummer 12 für Manuela Mölk aus Italien. Not a fool. No, you're not fooling anyone. Še enkrat en lep aplavz za Manuelo Mölk, ki bo torej jutri štartala kot 12. Viel Spaß und viel Glück, Manuela. Naslednja je še ena Avstrijka. Auch auf Deutsch, aus Österreich kommt Michaela Kirchgasser. Oh, es gibt viele Fans aus Österreich. To je torej Michaela Kirchgasser, Avstrijka ima nekaj težav s poškodbami v tej sezoni. Ampak Michaela bo jutri zagotovo pogumno nastopila, s katero štartno številko, to bomo zdaj videli, velike štartnummer Manuela haben. Nummer 10, so wie Leo Messi. Also, Messi in Barcelona, die Michaela Nummer 10 in Maribor, oder Marburg, wie man so schön sagt. Torej, Michaela Kirchgasser, številka 10 jutri. In tudi zelo en aplavz je tudi dobro za dlani, da si jih malo ogrejete. Kdo bo dobil Manuelino desetko? Odlično. Bravo. Viel Glück für morgen, Michaela. Das war sehr lieb in Schall und viel Spaß morgen. Zdaj pa en poseben aplavz za tekmovalko, ki je tukaj že zmagala, ki se vrača po poškodbi in ki je navsezadnje bila dolgoletna tekmica Tini Maze. To je prvič po tem imenom in priimkom v Mariboru Anna Veit. Und jetzt kommt die Anna Veit wieder zurück in Marburg, wo sie vor 2 Jahren schon gewonnen hat, die langjährige Konkurrentin von Tina Maze. Und sie wird morgen mit der Nummer 11 starten. Številka 11 za Anna Veit. I have a pen, I have an apple, apple pen. I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen. Evo, tudi Alina številka v srečne roke. Anna, eine kurze Frage. Sie sind wieder zurück, das ist sehr schön zu sehen. Morgen werden Sie das letzte Mal gegen Tina Maze starten. Also, wie werden Sie sich fühlen, so zum letzten Mal gegen Ihre langjährige Konkurrentin? Ja, es ist sehr schade, dass es das letzte Mal ist, aber ich glaube, sie hatte eine wirklich großartige Karriere und ich bin sehr stolz, dass ich mit ihr fahren habe können. Okay. Glauben Sie, dass Sie sie schlagen können morgen? Ja, es wird sehr spannend, ich weiß nicht. Okay, wir werden sehr scharf drauf schauen. Vielen Dank, Anna, und viel Spaß und viel Erfolg morgen. To je bila Anna Veit, ki se že veseli srečanja s Tino Maze, torej nastopa, pravi, da je pa seveda velika škoda, da se Tina poslavlja. Torej, Anna Veit, gremo naprej, imamo še 2 tekmovalke. In najboljši 2 številki še na voljo iz tega paketa. Torej, kdo bo osmica, kdo bo devetica? Najprej bo to žrebala Sofia Goggia iz Italije. In tu je torej Sofia Goggia iz Italije. 8 or 9. Številka 8, numero 8 per Sofia Goggia, una ragazza italiana, una ragazza felice con il numero 8, torej zelo vesela najboljše možne številke, ki jo je lahko dobila. Sofia Goggia, Italijanke so najbolj številčno zastopane v prvi jakostni skupini, sploh med prvimi 7 in Sofia bo torej štartala kot 8. Bravo Sofia, buona fortuna pred domani. Torej, Sofia Goggia in kot zadnja prihaja Kanačanka Marie-Michelle Gagnon in zdaj bi bilo pa veliko presenečenje, če ne bi dobila štartne številke 9. Potem bi nekaj bilo narobe, Igor.
In to bi lahko zgodilo nekaj nevolje, da vidimo. Michel Gagnon.